Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliraju zgradb in informacijsko-komunikacijskih pozabi, Robi. A snemaš ti? Čakaj, ja, to pa res snemam. Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljam, Robi. Zdravo, Matevž. No, mislim, da se je to zdaj prvič zgodilo, da je bilo nenapovedana ena manjša pauzica med oddajami podcasta. Ne vem, cel kup najbrž razlogov, zakaj se je to zgodilo, ampak v bistvu mislim, da se noben kaj prodost ni sekiral okoli tega. Niso dobila hudih mailov, kje so zdaj te oddaje. Tako da očitno ne vem, koliko vas posluša tole, ampak kakorkoli že tole pa je zdaj nova oddaja in v tej oddaji bova nekako malo govorila o nekih konferencah, ki so se oziroma se je zgodile, pa eno, kaj bomo napovedala. Tako da, Robi, kaj praviš? Ja, bova malo povzela, pa malo svoje občutke ob tej novi razglasitvi epidemije verjetno delila. Jo, ravno sem razmišljal tole. Že tist marca, ko je bilo tako čudno tele podcaste snemati, v bistvu tako vse skup, ne vem, malo depresivno, ne. Zdaj še posebej, tale pod navednicami policijska ura, ne. Tole je pa tako, nisem si mislil, v življenju si nisem mislil, da kaj tazga doživel. Ja, najboljše je to, da jaz ne morem v službo. No, ti bi že našel izgovor, pa potrdila imaš, ne, da si zaposlen. Ja, imam. V Ljubljani, da lahko. Ampak lahko med policijsko uro tudi greš, ne? Lahko, ja, sem. Imam pa izgovor, če bi hotel. To, veš, kako zdaj. Veš, jaz imam drugače ura navita na 5:45, kar pomeni, da zdaj lahko res orang pospim do 6, ne, preden se ven sam odpravim. Tako da lepo je dodatnih 15 minut mi je država namenila. Bomo videli, kaj se bo iz tega izcimelo, ampak jaz se pa strinjam, da je zelo, zelo čudno snemati tole. Mogoče bi morali imeti maske gor. Ja, recimo, ne, ampak zdaj le skozi okno gledam, veš, Vojkova, relativno prometna ulica v bistvu v Ljubljani. No, zdaj le še en avto, zdaj pa spet 5 minut nič, ne. Prav tak, ne vem kakšen občutek, no. Ampak pustimo zdaj to. Brez vojne. Mislim, sam še tega, ne mi govoriti v bistvu, ker sem zraven čez vikend, sem neke stvari poslušal in ki v bistvu bolj manj je v začetku leta, konec prejšnjega leta, je v bistvu rekel, da bo leta 2020 v bistvu katastrofa, ne? V smislu, da se bojo dogajale stvari, ki se do zdaj niso. Ne vem, kaj je on naprej vedel, kaj pa ne, koliko so to, ne vem, neke iz čudnih kart gledal, ne? Ampak človek mu kar verjame, ne? Ker se dejansko stvari čudno razpletajo in Bog ne daj, da se uresničijo še tiste stvari, ki jih je rekel za 21, pa za pol do 25, ne vem, če bomo mi da BIM Pogovore snemali. No, kakorkoli že, zdaj tale inovativna poraba IKT v visokem šolstvu je bila ena konferenca, nisem še videl daljše kratice. IKT VVIS, fenomenalna zadeva. Robi, povej, kako je bilo to? To je bilo pa na začetku septembra, ko so bile razmere popolnoma drugačne. Pa še zmeraj je bilo nadaljavo tole, ne? Ja, pravzaprav niso bile. Ne, to je bilo konec septembra, se opravičujem. Tako, ker je konferenca bi morala potekati v Portorožu in jaz sem se zelo veselil, ker bi po dolgem času pač spet videl slovensko obalo, ampak sem obstal tam, kjer sem vsak dan, zato ker je bila konferenca in teden pred dogodkom odpovedana in je bila potem
organizirana nadaljavo. Zdaj, kaj bi jaz rekel najprej, no, preden bo malo tudi vsebinsko rekla o tej konferenci, pa zakaj sploh govorijo o tej konferenci. Na tej konferenci smo midva z profesorjem Žigo Turkom predstavljali smo en prispevek, kjer smo razlagali o tem, kako se je pouk gradbene informatike prilagodil tem novim razmeram, pa kakšne so ugotovitve, pa konec konca, kaj so tudi študenti rekli na to, kako smo mi to organizirali. Po eni strani mi je zanimivo, no, po drugi strani mi je pa malo smešno, kako se to poteka, ker je namreč to je bila zaključna konferenca enega projekta, ki ga je izvajala Univerza v Ljubljani skupaj z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem, pa mislim, da so še neki samostojni zavodi bili vključeni. In v okviru tega projekta je bil tudi razvit nek sistem za delo nadaljavo, če se ne motim, ki so ga razvili na FRI-ju, ampak ta konferenca je pa potekala v okolju Teams. Zdaj ne vem, kaj so potem delali v okviru tega projekta. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da so na dogodku potem objavili, da bodo po zaključku tega projekta, ki je bil zaključen konec septembra, znotraj univerze, Ljubljanske univerze, ustanovili nek oddelek, ki bo nudil podporo pri vpeljavi IKT v poučevanje nekaj takega, kot nadaljevanje tega projekta, kar je pa tako, no, bom rekel, malo pozno, pa bomo videli, kakšni bodo učinki vsega skupaj. Ja, se to v bistvu moram reči, da sem malo razmišljal, preden smo tole začeli snemati. No, mislim, to je nova ideja, da sem malo razmišljal o tem, kaj bo govorila. Ne. V bistvu bi te vprašal, zdaj, ko si jaz pač na konferenci nisem bil, a si dobil občutek, da je to neko tako usmerjeno delovanje celotne teh inštitucij, v bistvu Univerze v Ljubljani, Mariboru, Primorske, v bistvu, a imamo mi to okolje univerzitetno izdelano neko vizijo, kam zapeljati ta študij, ne vem, ali je to študij nadaljavo, ali je v bistvu uporaba IKT-ja v samem študiju, pa je to ali nadaljavo, ali je v živo, ali kakorkoli že hibridno, zdaj po ta novem. Si dobil ta občutek, da imamo kot rečeno, neko vizijo, ali je to bolj ali manj, kako se posamezni profesori znajdejo s temi orodji, pa kaj jim je bolj všeč? Zdaj bi moral politično korektno verjetno odgovoriti. To nikoli niso preveč, ne? To nikoli niso, ja. Ne, zdaj tako je, no. Zelo velike razlike so med posameznimi univerzami. Jaz nisem mogel biti na vseh predstavitvah, zato ker so bile 4 paralelne seje, oziroma 3 so se potem menda izvajale, ker je bila ena okrogla miza odpovedana. In seveda sem bil naenkrat samo na eni, ne. Zdi se mi, da so razlike med posameznimi univerzami, še bolj pa med posameznimi članicami znotraj univerz tako velike, ne, da neke enovite pa take celovite strategije pravzaprav niti ne more biti. No. Zdi se mi, no, da recimo Univerza v Mariboru ima to vse veliko bolj centralizirano. Oni imajo že nek tak center vzpostavljen, pa so razlagali, kako vse podporo nudijo svojim uporabnikom, ampak to je spet ena taka podpora. Oni nudijo eno okolje, ampak če kdo drug hoče upraviti kako drugo okolje, pa pač mora sam poskrbeti za to. Ne. Tudi znotraj univerze, če Univerza v Ljubljani, to, kar mi da malo bolj poznava, ne, veva, da imamo možnost uporabljati Microsoft Teams, ampak takrat, ko je prvi val koronavirusa bil, pa ko je bila razglašena epidemija prvič, ne, takrat se pač izkazalo, da Teamsi niso uporabni, ker kapacitete niso zadoščale. Ne. Kar pomeni, da se je pač popolnoma nepripravljeni našli. Potem smo se vsi znašli malo po svoje. Mi smo znotraj FGG uporabljali eno storitev Big Blue Button, ki deluje znotraj okolja Moodle. In se je izkazalo tako, no, za, ne vem, 75% uporabnikov je to več kot dovolj. Ne. Kar hočem reči, je pa to, da še vedno je ta celotna strategija pa pristop oboje odvisno izključno od vsakega posameznega uporabnika. Ne. In za nas, ki učimo tudi, ne vem, veliko IKT-ja, pa razne BIM programsko opremo, pa tak naprej, ne. Za nas veliko teh rešitev ni uporabnih, zato ker moramo pri svojem poučevanju, po svojem
pri svojih vajah uporabljati ene stvari, ki ne tečejo znotraj teh okolij, ne, ali pa vsaj ne dovolj dobro. Tako da ne vem, neke strategije jaz ne vidim. No. Da bi pa nekaj dodal prej, ko sem razlagal, da se bo tisti projekt nadaljeval naprej, sem ravno kar našel ta mail, ki je prišel, če se ne motim, en dan nazaj. No, Univerza v Ljubljani je ustanovila Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu. Pol neki je na tem, ne? Saj začel se je nekako razmišljati o tej stvari, ne? Me pa preseneča v bistvu, no, da tako kot a so bile že neke te stvari, pa si omenil Microsoft Teams, je pa zanimivo, ne, skratka, že znotraj univerze, če bi, ne vem, se nekako odločil, ok, Microsoft Teams, pa dajmo to terati, ne, se vsem, v bistvu, dajmo se za eno odločiti, ne, ampak pol, v bistvu, kot rečeno, mi imamo BBB, ponovno licenco Univerze v Ljubljani tudi za Zoom, tako da je zanimivo v bistvu, da še zmeraj tako podpiramo vse, kar je možno, ne? Ali pa se odločamo za zelo različne stvari, no? Tako da ne vem, kaj je dobro, no? Moram reči, da ne vem, kako bi se tle sam odločil, ali je to nekaj bolj centralizirano, tako kot si omenil, da imajo v Mariboru, ali pa v bistvu pustiti prosto roko vsakmu posameznim članicam ali pa profesorjem, da se nekako jim dati nabor orodij, ki jih je možno uporabljati, pol se naj pa znajdejo, pa ne odločijo, kaj jim najbolj ustreza. No, če smo tako, no, čisto pošteni, tudi Microsoft Teams v bistvu zelo veliko funkcionalnosti podpira, ki jih mi pokrivamo z spletnimi učilnicami Moodle, ne. Tako da potem to pomeni, da si žitak na dveh koncih in dejansko mi imamo pokrito ogromno tega, kar podpirajo Microsoft Teams, imamo pokrit z Moodlem in BBB-jem, ne. Tako da ne vem, no, meni se zdi to eno tako podvajanje, ne. Po drugi strani je pa razlika že med posameznimi fakultetami takšna, no. Mi ravno se ne moremo primerjati z ostalimi, če smo že pred 20 leti delali vse nadaljavo, ne vem, s Stanfordom in tak naprej, ne. Jaz osebno sem celo podiplomski študij naredil na enem takem programu, kjer je vse potekalo nadaljavo, kar pomeni, da vse to, kar se zdaj dogaja, mi izvajamo na 15 let izkušenj, ne, ali pa na 20 let izkušenj. Verjamem pa, da tisti, ki so se letos prvič srečali z vsem tem delom nadaljavo, pa to pa ne morejo vedeti, da je že pogovor prek Skypa drugačen kot v živo, ker moraš malo počakati, da sogovornik dokonča pa tak naprej, ne. Tako da, ne vem, taki dogodki so v redu, ampak tudi program je pokazal, pa vse predstavitve so pokazale, ne, da vsak je kazal svoje izkušnje. Jaz upam, da so videli tudi izkušnje drugih in da so to zdaj prenesli v proces zdaj, ne. Jaz lahko rečem, da mi smo se ogromno naučili v teh 20 in več letih in nam zato ta prehod ni bil tako hud, kot bi bil za nekoga druga. Se ti si že omenil tudi na tem podcastu, da mi smo včeraj izvajali to v predavalnici, danes pa na spletu, ne. Vem, da si takrat, ko si bil na telekonferenci, neki po Viberu pošiljal, v bistvu, da sem sicer pozabil, kaj si ti zdel tam nekaj zelo zanimivega, ne? A se mogoče ti spomniš? Spomnim se, in sicer en raziskovalec, mislim, da dela na medicinski fakulteti, zdaj pa je bil pa na Univerzi v Mariboru, je predstavil sistem za preverjanje znanja, kjer je tako, da ti v bistvu vse vprašanja pa se pripraviš znotraj sistema online, potem pa to natisneš in študenti to pač v predavalnici rešijo, potem pa to poskeniraš, pa to prek OCR-a pa neke umetne inteligence oceni in takoj nazaj rezultate vnese v to storitev, ne, da imaš potem vse statistike in tak naprej, ne. Zdaj, zakaj se meni to zdaj tako zanimivo? Zato, ker če bi mi izvajali pouk kontaktno, bi lahko praktično vsako uro za prvih 5 minut in dol za nekaj rešiti in bi lahko spremljal sproti, koliko so oni delali, ne. To mi je bilo takrat recimo ful zanimivo, ampak je spet tako, kot je pri zelo veliko takih stvareh v akademskem okolju, ne. To je dejansko projekt 2 ljudi, oziroma enega pa pol, ker nima več časa toliko, ne. In se ne razvija tako, kot bi mogel, pol po drugi strani verjetno najdeš kako komercialno rešitev, ki to dela že boljše, pa še dlje, ne. Tako da, ampak to mi je recimo bilo takrat ful zanimivo, no.
Pa seveda tudi, kakšne imajo drugi izkušnje, pa to in smo videli potem, da so naši študenti v bistvu zelo podobni vsem ostalim. Ne. Še eno vprašanje, mogoče zdaj. Ne vidim, skratka, bojo polinkane tele stvari, da se tele povzetke vseh prispevkov dobiti. Ne vem, če obstaja posnetek te konference, mogoče Robi ti veš, a je to kje prosto dostopno. Obljubil se ga, ampak jaz še nisem teh posnetkov videl. Mogoče, ne vem, upam, da jih bo objavljeno. Obljubil se, da jih bojo. Zaenkrat tudi teh so samo povzetki, no. Ni nič dodatno. Ja, no sej, sprašujem pa v bistvu predvsem zato, ker predno napoveva CBIN konferenco, o kateri bova tudi kaj govorila, mogoče lahko rečeva, kaj se da v bistvu iz same priprave pa same izvedbe takšne konference mogoče naučiti. A imaš, kaj se ti zdaj dobro, kaj je slabo, ker ne vem, jaz sem bil na enem takšnem dogodku v začetku septembra, ki je bil pa res tak hibriden. To je bilo takrat, sploh še, smo bili vsi še v Rostcah, to je bilo 2. septembra, nekor po start 2020, ki ga je gospodarska zbornica priredila. No in tam je bilo pa tako, da je bilo nekaj poslušalci so bili v same predavalnici, dogodek se je pol prenašal online, eni predavatelji so bili nadaljavo, drugi so bili v samih predavalnicah oziroma v eni. Pa moram reči, da je bilo tako na trenutke kar zelo kaotično, tako da sem zelo hitro izgubil neki interes, ker je bilo preveč enega ljubljenja in v bistvu menjanja, ne veš, skratka, recimo relativno težko mi je bilo slediti skupina. Kakšen občutek si imel pa ti v bistvu na tej konferenci? Je bilo to tako kot, ne vem, tipična konferenca, dosti dober približek temu, kar si do zdaj doživljal, ko si se udeleževal takšnih konferenc, ali je bilo v bistvu res taka čist enkratna nova izkušnja, ki ni za ponoviti? Ne, tako bom rekel. No. Jaz sem bil že na par teh spletnih dogodkih, in tale je bil eden bolj organiziranih. No? To je treba povedati. Zdaj, kaj to pomeni bolj organiziranih? To pomeni to, da so imeli dejansko ljudi, ki so se s tem aktivno ukvarjali. To je bila ena skupina iz FRI, mislim, da to je ena skupina profesor Bešterja. In oni so dejansko organizirali nek studio, v katerem je rektor na začetku pač pozdravil udeležence, pa potem je bila celo moderatorka Blažka Miller, ki je očitno bila v nekem studiu, pa je povezovala vmes, pa tudi vprašanja postavljala za te plenarne predavanja. To je vse potekalo v redu. Zdaj za ostale predstavitve, ki so bile, vsaka sekcija je imela potem še dodeljenega tehnika, ki je to spremljal in predstavljal in tak naprej. In je funkcioniral, bom rekel, kar tekoče in kar v redu. Ne? Ampak kar hočem reči, pa kar smo se naučili od vseh teh spletnih dogodkov, je to, da to ad hoc ne gre. Ne? Tudi tu so imeli najprej neko generalko, pa lahko je vsak se povezal, da je videl, kaj mu dela, pa kaj ne. Mimogrede, meni se je zgodilo, da mi je tik pred mojo prezentacijo odpovedal ta Teams na Macu, tako da ja, Kovačeva kobila pa tak naprej. Čeprav sem prej 10-krat poskusil, pa je delal, pa ni. Ampak tako, no, jaz ne vem, kako bojo to organizirali na CBIM-u, ker nisem vključen v pripravo dogodka. Upam, da bo izbrali neko okolje, kjer bo to potekalo približno tako redo, kot je tu. No. Ker je bilo dejansko tako, če ni bilo nekih zamud, vsi so se držali tega odrejenega časa, če ne so jih popozorili in tako naprej. V glavnem je bilo kar v redu. No. Pa še ena stvar pri teh dogodkih je, da tu ne moreš računati na vprašanje, ko že v živo, ne? Na vprašanje ne moreš računati, ampak se pa zgodilo nekaj druga, no? In to je, da ko pa ljudem ni treba vprašati, ampak lahko napišejo, ne, vprašanje, potem je bilo pa teh vprašanj veliko več. Tako da mogoče namig za organizatorje, da naj dodelijo nekoga, ki bo spremljal ta pogovorna okna, in potem v imenu teh, ki so postavili vprašanja, postavijo vprašanja po koncu predavanj, ker je bilo teh vprašanj, pisnih vprašanj, je bilo mnogo več kot ustnih. No? Ker očitno pač ljudje imajo neko
zavoro pred tem, da bi ustno vprašali, ali pa nimajo dosti dobrih mikrofonov, ali pa mogoče tudi ne znajo, ne vem, ampak napišejo pa. No. Tako da to mogoče en tak namig, ki bi ga veljalo upoštevati. Ja, zanimivo v bistvu. Vse veš, kako je. Na koncu koncev tudi za te BIM pogovore je včasih treba kakšnega malo prepričevati, pa že to, da se ga sliši, je mogoče nekaterim v izziv. Da bi jih videli, bi jih najbrž še manj dobili. Ne? Podobno je pa najbrž tudi na konferenci, oziroma pač takoj, ko se nekaj javljaš v živo, gre cel kup enih stvari lahko narobe, do tega, da se zapleteš, do tega, da tehnično kaj ne dela. Tako da ja, zna biti izziv in ja, se strinjam, no, zato sem pa vprašal, ker CBIM 2020 se v bistvu približuje, zdaj to ni treba razumeti kot neko reklamo za CBIM, čeprav jasno najbrž tudi BIM pogovori vas lahko povabijo na tole, midva se bo tole udeležila. Me pa v bistvu, ko gledam program, pa jasno program in se te stvari bodo polinkane v zapiskih te oddaje, me preseneča nekaj v bistvu, da so vse te stvari v angleščini napisane. Ja, mislim, da to zato, ker imajo tudi neki tuji gostov, ampak glede na to, da bi ne ta dogodek veljal tudi kot ta, za te strokovne točke prek IZS, če se ne motim, ne, se mi zdi, da če bo v angleščini, bo to privlačno za predvsem manj ljudi, kot je drugače. Pa jaz upam, da ne bojo kakih prevodov potem organizirali, ker tisti pa res... Če so dali sklopiti pol, ja, ne? Ja, ok, no. Ampak najbrž ne, ker ne bojo imeli 2 zvočnih sledi, ne. Tako da jaz upam, no, da ne, da bo, ker ta konferenca bila tradicionalno namenjena slovenskim udeležencem, ne, k prenosu znanja slovenskim udeležencem, tako da ne vem, no. Meni osebno vse, lahko je tudi v angleščini, no. Ampak tako se mi zdi, ne. Je pa tak, ne vem, no. Zelo zanimivo mi je to, da je raztegnjen na 2 dni, pa oba 2 dni je samo po 3 ure, ne. To se vidi, da je v bistvu prilagojen temu, da bo ljudje med delovnim časom nekaj naredili, pa še ostale stvari. Ker ne vem, ampak se mi zdi, da je bilo mogoče bolj, da je bilo to popoldan, pa samo en popoldan, kakorkoli, no. To je ena stvar. Druga stvar pa ne vem, zelo hecni se mi zdijo ti odmori vmes pa to, no. Pa ne samo na tem dogodku, na vseh teh spletnih dogodkih, ne. Ja, odmor za kavo, ne. Ja, čeprav moram reči pa naslednje, zdaj, ko imamo jasno šolarko doma, vsa ponosno hodi v svojo sobo, v šolo in uporablja Microsoft Teams, ne boš verjel. Največji dogodek, ne, vse skupaj je v bistvu zaradi tega, ker imajo oni normalen pouk z normalnimi urami, se pravi, ne vem, tako kot se ure sicer v šoli začnejo in končajo, in potem so tudi odmori. Normalni. In to je jasno največji dogodek, je rekla, grem pa lahko med odmorom semle, pa računalnik okoli vlač sabo, pa oni so še zmer gor v učilnici, vsi nekaj pogovarjajo, pa zraven si malca delajo, pa mislim, to je največji dogodek, ne. Tako da jaz, ne vem, mogoče bo pa zanimiv, ne. Bomo tam v coffee breaku vsak svojo pisarno oziroma kuhno naredil kavo, bomo kakšno rekalo ob kavi in tako naprej. Ja, se pravim, ne vem, bomo videli, no. Je pa tako, no, ne vem, tudi malo sem razmišljal o tem, kotizacija je 20 €, ne, za nas, ki nismo člani CBIM-a, pa tako, no, niham med tem, a je to veliko ali ne za spletni dogodek, no. Ne vem, kaj pa ti meniš. Vem, da organizacija terja neki sredstev tak naprej, ampak tak se mi zdi, ne vem. Lahko šlo to v 2 smeri, ne. Ta je, se mi zdi, še mogoče najmanj posrečena, ne, ko so jo izbrali. Lahko bi rekli, ok, tole je zastonj za vse, ne, pa se financira samo iz, ne vem, sponzorskih sredstev. To je ena zadeva. Ne vem, to bi za moje razumevanje tega bilo recimo tako
šlo v duhu nekak širjenja znanja in prenosa znanja in tako naprej. Lahko bi pa rekel, ne, tole je tako dobro, da kotizacija je 100 evrov. Ja, sej. 20 evrov je pa tako glih na pol, v bistvu, da ne vem, a je to zaradi tega, da je pač formalno zadoščeno nečemu, pa zaradi tega, ker če že une pike dobiš, moraš nekaj plačati. Ne vem. Tako da, ne vem, pač odločil so se, zdaj ni neka kotizacija, ki bi ravno se temu odpovedal dogodku samo zaradi tega, ker je za 20 evrov plačati, ker mislim, da je ne vem, saj od takrat, ko se je prvo zaprtje vsega skupaj začelo, so vsi kar naenkrat se prestavili na splet in zdaj ponujajo takšne drugačne vadbe. Vadba za levo koleno je 50 evrov, pa vadba za desno koleno je še 50, če pa za oba kupaš, je pa samo 80. Če malo karikiram, so vse te zgodbe. Tako da pač, ne vem. Ne, sej, da se razumemo, to je pač cena 2 kosil, pa če je kaj zanimivega, je to res nič od nič. Ampak, Ne, se pravi, ampak ja, zdaj, ne, mislim, ne vem, tako, se mi zdi že tako malo, da bi dejansko lahko kako drugače pokrili, ne. Pa, ne vem, se pravim, jaz najbrž se bom udeležil, nisem še niti datum, mislim, da so torek pa sreda. 3. pa 4. november, za vse ostale, ki to tudi poslušajo. Mislim, da sta torek pa sreda, ne. Tako da Ja, res je, ja. bomo videli, no. Zdaj, čez program mislim, da naj bi zdaj hodila, bom potem raje za nazaj povedala, kaj je bilo, no, za tisti, ki se niste udeležili. Tako, no, eni predavatelji se bodo ponovili, smo jih mogoče že kdaj srečali, zelo velikih je na novo. Mene osebno precej zanima, kar bo povedano o tem Building Smarter Chapter Slovenija. Pa tudi eni taki gosti so, ki sva jih midva v bistvu poznala, pa nisva vedela, da so zdaj v teh vodah, ne. Tako da bomo videli, no. Jaz mislim, se kar veselim, me zanima, kaj bo kaj, no. Ja, je pa, se mi zdi, predvsem zelo odvisno od same izvedbe, tehnične izvedbe tega, ne. Da če bo stvari tekle normalno, da to gre, da se ne čaka, da stvari delajo, pa se bo to dalo poslušati. V nasprotnem je pa verjamem, da zelo hitro obupaš in rečeš, ok, bom to imel za nek background zraven, bom pa tako še cel svoj ših naredil, ne? Ja. No, pa če jaz lahko dam en nasvet na podlagi, rečemo zdaj že skoraj več kot 15-letnih izkušenj dela nadaljavo, ne. Dajte si nabaviti kvaliteten mikrofon. Vse drugo je brez veze, ampak kvaliteten mikrofon, ker če je zvok popačen, če je zvok zamuja, če je distorzija, karkoli, vas ne bo noben več poslušal. Itak bojo kazali PowerPointe in PowerPointi se prenesejo v redu. Kamera je najmanj pomembna pri vsem skupaj, ampak zvok je pa nenormalno pomemben. Pa še drug nasvet, slušalke. Zvočniki na računalniku, če nimate ravno Appleove opreme, to vse odmeva. Vse odmeva. Tako da posebej slušalke, posebej mikrofon, pa boste zmagali, no. Ja, pa vsi na mute, če ne govorite. Tako. Ampak to lahko poskrbi tudi moderator, ne? No, sej, ampak pa ne more dejansko bo moral nekdo biti zraven, ki bo to krmilo, tehnično plat tega, ne? Ja, pa še to, no, še en nasvet, enega, zdaj že tretji. Dajte preveriti prezentacije na online, ker vem, da na teh dogodkih so ful dobre prezentacije, zelo veliki video, pa temi prehodi in tak naprej, ampak to se zelo težko prenese pol prek spleta, tako da dajte pregledati, kako to zgleda pol na drugi strani, no, ker pa tako preskakuje. Dobro, da si me spomnil, ne, ker ravno to je bilo prejšnji teden, je imela pa Meta, ne, v službi, so imeli nek dogodek, Diversity and Inclusion Week so imeli. No in v tem okviru so imeli vsak dan, pazi to, vsak dan je neka skupina pripravila neko okroglo mizo za 1 uro.
kjer so se zaposleni lahko prijavili na test in sodelovali v tem, gor in dol. Ne? No, in Meta je eno od teh vodila. In jasno, tako kot si omenil, v prezentaciji obstajajo tudi kakšni videi. Uporabljali so WebEx platformo za to, pač tako imajo. Ki je mi glede ful slaba. Kjer, pazi to, zvok ni šel čez, pa da ne vem, komu si izvil roko. Video je šel tako, veš, frame po frame, glih slučajno. In pol je bilo to, cel projekt, mislim, da sem doma, ko smo to testirala, če mentle dela, če ne dela, ne vem, kaj še vse, to je bilo dvodneven projekt, odkrit, kako zdaj tiste videe prav pripraviti, ne? Da niso frame rate ne vem kakšni, da ni velikost ne vem kakšna in ne vem kaj še vse. Ne? Pol kako tam v WebExu povedati, da prosim ti optimiziraj za video pa zvok, ne pa samo za tipične prezentacije. Tako da ja, to je kar zalogaj, še posebej, če bo kdo hotel kazati, ne vem, kako se v Revitu ali pa v Archicadu nekaj naredi, ne. To nam nič delali, ne. Ne, pa WebEx ima še en problem, da je lepo izintegriran z to Cisco-tovo IP telefonijo, ne. In jaz verjamem, da to dela super in sploh. Ne, to dela sam na Cisco, če imaš end-to-end Cisco mašine. Ja, vmes. No. Ampak, ko je pa tole preko WebExa, ne, in ko to vse skupaj pride, oni ne znajo urediti tega, da ne bi zvoka preklapljali non-stop. Ne. Spravi, če trije govorijo hkrati, to nič ne slišiš, ker hoče vse tri spustiti noter. Ne. In je katastrofa, ne vem, to vem, da tudi uporabljajo na medicinski fakulteti in to ne deluje, ne vem. Jaz še vedno pravim, da od vsega, kar sem jaz poskusil, pa to, če hočete deliti kakršenkoli zaslon, pa recimo BIM programe, ne, Zoom, jaz ne vem, kaj bi druga rekel. Recimo BBB nam tudi dela super, ampak njegov problem je, da je ločljivost videa, ki ga na koncu lahko prenesete k sebi. Ne, sploh ga ne morete prenesti, ampak tista ločljivost je zelo slaba, no, in se potem ne vidijo podrobnosti, ne. Zdaj pri Microsoft Teams je ok, ampak tist, ne vem, na Macu ne dela v redu, pa tako naprej, ampak pri WebExu je pa res zvok, ne vem, jaz ga ne morem uporabljati. No. Ja, v teh je zanimivo, ker vse ene firme od zadaj je resna, ne, takšna networking first ali kakorkoli že, ne, pa to ne dela, ne. Najslabše od tega, no, se mi zdi. Si pa nekaj si omenil, kar bi bilo priporočljivo za CBIM tudi, ne. Dajte na koncu ta video posnetek vseh tega. Če že ne čist takoj, ne, če morate upravičiti tisto kotizacijo 20 € za udeležence, ampak po enem mesecu pa dajte ta video ven, vseh teh predavanj. Ja, no, se strinjam. Če ne, že javno, dajte pa vse za svoje člane, no. Mislim, da jih bo veliko več pogledati za nazaj, kot ne vem. Ja, tako. Mislim, da to bi morali v luči tega, da se CBIM pač postavlja kot organizacija, ki promovira BIM v Sloveniji, pa zdaj pač je bolj manj to eno in isto, Building Smart Chapter Slovenija, pa CBIM, ne. Mislim, da je to skoraj nujno, ampak v programu samem nič ne piše, tako da ne veva, ampak upava pa, da bo video na voljo. No. Robi, imaš še kakšen pameten predlog? Ne, jaz sem samo hotel vprašati poslušalce, če bi si kdo želel, da kdaj reče v kaj o strojni opremi. Tako naprej. Jaz sem si doma zdaj končno uredil Wi-Fi, da dela tako, kot sem si že leta želel. Recimo, če bi koga kdo zanimal. Robi, prid sem k meni domov zrihtati Wi-Fi. Včeraj sem nekaj preklapljal pa gor in dol, samo zato, da bi še v ta zgornjem nadstropju malo boljš vlekal, ne.
pa to ni delal. Ne vem, traumiram trenutno že od včeraj popoldne in še zmeraj dela. Tako da. Ti sam mene vprašaj, ni problema. Ne vem. Na gumbu sem bil že v bistvu, ki je bil pač nek special deal tam sicer na Amazon, da je, pa pol nisem mogel niti dobiti, zaradi tega, ker je samo shipment to Germany. Ampak na italijanskem Amazonu pa zanimivo te omejitev ni. Ne? In lahko dobiš tisto, kar bi si želel imeti. Ampak jasno, cena ni čist tista fenomenalna, ki je bila prej, ampak je una uradna cena. Ampak še zmeraj, enkrat si prvošel to. No, bo še enkrat povedal. Enkrat mora tako reči, v bistvu, veš, to je zdaj neko opremo smo si nabavljali, da tudi zaradi dela takole nadaljavo in te stvari bilo zanimivo malo en tak rezime izkušenj z, ne vem, tistimi zelenimi ozadji, pa z, ne vem, takšnimi switcherji, pa ne vem, kaj še narediti, tako da bo to zanimivo enkrat mogoče malo podebatirati. Ja, to je bilo ena zanimiva oddaja. Pa mogoče poslušalci povedati, če vas kaj zanima. No, jaz lahko rečem, da po 5 routerjev kasneje, pa ne vem koliko kablov kasneje, pa to sem zdaj končno se vdal in kupil tako polprofesionalno opremo in moram reči, da sem prezadovoljen. Tako da. Če koga zanima, povejte, bomo naredili eno oddajo o tem. Pa tudi o tem, kakšni mikrofoni, pa kakšni zvočniki, pa katere brezžične slušalke, pa čisto preveč. Mislim, tle sploh ni vprašanje kjere, ne, ampak dobro, če že hočeš reči. Če jih je že več. Nočem reči, ker jih nimam. Bomo tako rekla, katere brezžične slušalke za tiste s plitkim žepom in tiste s globokim žepom. Tako. Več, to je to, se mi zdi za tole oddajo. Skratka, kdaj? Naslednja bo ravno takrat, ko bo sibim. Ali pa takrat po sibimu. Bomo videli, kako se bo to išlo. No, kakorkoli že. Kaj, lahko rečemo, ne vprašanje se zmeraj naslovijo na info@pinpogovori.si. Ali pa na Facebooku. Ali pa na Facebooku, kjerkoli že, ali pa na YouTubeu lahko kaj vprašate tam ali pa pokomentirate. Tako da, to je skratka vse za tole oddajo. Robi, hvala za tvoj čas, pa za tele nore napotke, upam, da ste si kaj zapomnili. Tako da nič, to je to za danes. Robi, adijo. Adijo.